Lepo pozdravljeni vsi, ki spremljate YouTube kanal naše knjižnice. Danes je 1. december in če bi bilo tako, kot bi moralo biti, bi se prav v teh dneh na tem trgu pred kulturnim domom postavljale stojnice in vse bi se počasi pripravljalo za 4. december, za Barbarin sejem. No, letos nam razmere sejemskih užitkov ne dopuščajo, lahko pa si vzamemo čas za širjenje obzorij. Ali ste vedeli, da se Barbarin sejem na tem mestu odvija šele zadnjih 20 let? Da so se v preteklosti branjevci in branjevke, vsi, ki so prodajali najrazličnejšo robo, gnetli okrog cerkve, čakali ljudi, da so prišli od sejemske maše, se postavili kar ob cesti, ko še ni bilo veliko prometa. Še dlje v preteklosti je se sejem odvijal na mestu, kjer je danes kmetijska zadruga v Šmarju. Prav nihče pa se razen iz zgodb ne spominja, kako je bilo takrat, ko je sejem potekal pri cerkvi Svete Barbare na Vinskem vrhu pri Šmarju. Vas zanima? Gremo pogledat. Cerkev Svete Barbare je imela v preteklosti pomembno vlogo v našem kraju. Med drugim je predstavljala tudi varno pribežališče vseh tistih, ki so se skrivali pred Turki, kajti obdajalo jo je taborno obzidje. Več o sami cerkvi pa nam bo povedal dekan šmarske dekanije in župnik župnije Šmarja pri Jelšah, Tadej Linasi. Lepo pozdravljeni, gospod Linasi. Čez nekaj dni bomo praznovali god Svete Barbare in zato smo vas ob tej priložnosti povabili, da nam kaj več o tej cerkvi, ki je posvečena tej svetnici, poveste vi. Lep pozdrav tudi vam in vsem, ki naj jo gledajo. Ja, nahajamo se tukaj v naši cerkvi Svete Barbare, ki je, vsaj kolikor nam je znano, najstarejša cerkev v naši župniji. Seveda, če gledamo te zidove, te oltarje in vse to, kar se da videti, tako zunaj kot znotraj, prvo, kar lahko vidimo, res spominja na starost in starinskost časa, v katerem je nastajala. Vidimo pa tudi, da se je sama arhitektura, tako kot so se razni umetniški slogi spreminjali, tako tudi so potem predelovali tudi te cerkve, tako da če bi danes na hitro pogledali, se morda niti ne opazi njena starost, ampak po teh freskah, ki se nahajajo tukaj v prezbiteriju, kjer je verjetno bil prvotni in najstarejši del cerkve, se pa govori o času, zgodovini, ki je pa tudi na naših tleh zelo prepletena. Hkrati pa svoj čas, dokler še Šmarje ni bila samostojna župnija, je pravzaprav bil sedež tukaj duhovnije. Verjetno je bilo tudi pokopališče okrog te cerkve s pripadajočimi stavbami, ampak potem s časoma, zlasti tam leta 1612, ko je pa ustanovljena župnija Šmarje pri Jelšah, pa nekako počasi izgublja tisti svoj prvenstveni namen, ki se pač tukaj zbiralo v nedeljah, pa se potem seli proti trgu v center Šmarja, ampak cerkev pa vedno ostaja in govori o času in zgodovini ljudi, vere, govori o tem, kdo, kaj smo. Predvsem pa govori o ljudeh, o celjskih grofih, ki prav gotovo zaradi Barbare Celjske je bila cerkev posvečena njej v čas kot svetnici, kot taki. Tako da je pa ta cerkev vredna ogleda, morda niti se sami ne zavedamo, kaj pravzaprav imamo tukaj v naši sredi. Herman II. Celjski je patrocini te cerkve namenil Sveti Barbari, prav gotovo zaradi svoje hčerke Barbare Celjske,
ki je bila za tiste čase zelo izobražena ženska, govorila je več tujih jezikov, celo latinsko. Bila pa je poročena z Sigismundom Luksemburškim in s to poroko je pridobila naslov cesarice rimsko-nemškega cesarstva. Umrla je leta 1451, poleti, za posledicami kuge. Glede na to, da Barbara Celjska ni bila za tiste čase prav nič svetniška, če bi lahko tako rekli, ukvarjala se torej z astrologijo in alkimijo, pa je njena cerkvena zavetnica bila mučenka, umrla mučeniške smrti, bila je devica. In kaj več o tej svetnici, sveti Barbari, ki goduje prav 4. decembra, ko je tudi umrla leta 306, pa sprašujem spet gospoda Tadeja Linasija. Ja, glejte, Cerkev razglašuje ljudi za svetnike, ne zato, ker bi živeli brez greha ali pa brez vseh napak, ampak ravno zaradi tega, ker so kljub svoji omejenosti, grešnosti kot vsak človek, vendarle znali v tem svetu živeti tako, da so drugi okoli njih opazili eno svetniško življenje. Ne. Včasih imamo v svetnikih predstavo, često so pa neki nadljudje, ki so bili popolni, ne, in potem nas kar že od začetka odvrne, da bi se mogoče tudi mi kdaj v življenju trudili biti svetniki. Ne. Ampak ni čisto tako, se pravi, svetništvo je vendarle živeti kljub svoji nepopolnosti, neko držo, ki je kasneje prepoznana kot svetost. Glejte, sveta Barbara, pa še druge svetnice, to so svetniki prvih krščanskih stoletij. Za veliko jih je kakšnih zgodovinskih in zanesljivih podatkov zelo malo. Zdaj, o Barbari res nimamo veliko, ne? Ampak zanimiva pa stvar, da se je pa, morate vedeti, če umrla leta 306, smo 2020, to je kakšna gromozanska razdalja ljudi, ampak če gledamo, da so se pa nekateri svetniki kljub pomanjkanju podatkov, ne, vendarle ohranili do današnji, pa gre za zasluga tudi ljudem. Glejte, Cerkev razglasi svetnika, ko je v veri ljudi, ko ga ljudi častijo, ne. Takrat tudi Cerkev prepoznajo. Čeprav Barbara, če gremo gledati, ni v uradnem seznamu svetnikov rimskega martirologija, ampak med ljudmi pa se je ohranila kot ena priljubljena svetnica tudi, glejte, v današnjem času, pri današnjih ljudeh, tudi na našem ozemlju, kar nekaj cerkva v Sloveniji imamo posvečeni sveti Barbari. Seveda, morate vedeti, prva 300 let je krščanstvo prepovedano. Biti kristjan je bilo smrtno nevarno. Če so te oblasti odkrile, nisi ostal živ. Plus tega pa tudi, veste, ljudje so kot posamezniki prihajali v stik s kristjani. Tako tudi Barbara, ki je bila rojena v Nikodemiji v Mali Aziji, bila je plemiškega rodu, hči poganskega kralja in očeta Dieskura, ne? Ampak je srečala enega svetnika, cerkvenega očeta Urigena, in ko je poslušala njegovo razlago svetega pisma, pa govora o Jezusu Kristusu, jo je to tako prevzelo, da se je na skrivnem verjetno dala krstiti ali spreobrnila. Seveda je vedela, da če oče to zve, se ne bo dobro končalo. In je pač skušala živeti svoje normalno vsakdanje življenje v duhu tudi evangelija in krščanstva, in seveda to dolgo ni ostalo skrito. Ko je oče zvedel, se je tako razjezil, da jo je dal sezidati stolp in jo zapreti v ta stolp. Bila je pa, silno lepa, kakor pravijo, silno lepa, in tudi oče se je malo bal za njo, ne, s tem je sicer rekel, da jo skriva pred morebitnimi snupci ali ženjeni, v resnici je pa bolj zaradi neke kazni dal se zidati. Ne? Ampak zanimivo, ko so zidali stolp, oče je ukazal, da mora biti stolp brez oken.
Ona pa je verjetno zaradi tudi svoje lepote očarala te zidarje in jih je prepričala, da so jim v tem stolpu vendarle napravili 3 okna. In ko je oče prišel pogledati in ko je videl 3 okna, seveda se razjezil. Najbolj ga je pa ujezilo to, da je rekla, da 3 okna, ker te 3 so Božje osebe, Oče, Sin in Sveti Duh, in naj skozi 3 okne sveti milost Svete Trojice v njej. To je očeta tako razjezilo, da je dal brutalno pretepst in jo kot neko za sramoto vlekel po glavnem trgu njihovega mesta. V njo se je zaljubil tudi en plemič Fabrici, ki je bil pa tudi poganskega rodu, ampak Barbara ga je zavrnila. In ko je oče videl to trmo svoje hčere in ustrajanje v tej po njegovem novi veri, novih nekih izmišljotinah, v nekem Jezusu Kristusu, ki je trpel, vstal od mrtvih, kdo je še to takrat slišal in verjel, da nekdo lahko kar tako vstane od mrtvih, jo je dal sam umoriti. Ampak ena zgodba, legenda pravi, da ko je umoril, je očeta na licu mesta ubila strela. Zato je tudi danes, ko jo častimo, ko jo prezemljamo, je ena izmed priporočnic v veliki stiski, v sili. Glejte, v krizi človek vedno išče eno rešitev. Morda so časi danes zaradi te korone in vsega tega, kar nas obdaja, tudi krizi, iščemo neko rešitev. Glejte, Barbara, ki je ravno v teh dneh njen praznik, če tako gledamo, kaj bi pa bilo, če bi vzela tistega Fabricija, pa tam vrgla nekaj kadila gor na tisti ogenj, pa bi si rešila življenje, pa bi mirno živela. Vse bi prej ali slej pustili pri miru. Ampak ostala je zvesta neki notranji drži, nekem notranji odločitvi. To, kar pravzaprav vsak človek v življenju, verjetno zaradi te njene drže so ljudje takrat in tudi danes občudovali in častili, pa tudi s tekom zgodovine in časov se je nabralo veliko pripovedi, zgodb, legend in tudi potem običajev. Seveda, nekaj se da izluščiti tudi resničnost. Prav gotovo, da je Barbara kot takšna bila, se nihče ni izmišljal. Prav gotovo zaradi njene drže so ljudje občudovali. In ravno zaradi tega, ker je bila toliko močna, da se ni ustrašila tudi mučeniške smrti, pripisali nekaj več kot pa samo neko človeško osebno moč, rečemo tudi morda Božjo nadnaravno moč, ki jo nek človek v nekem trenutku življenja sprejme. Tako smo lahko ponosni, da je ena najstarejših cerkva naše župnije posvečena svetnici prvih krščanskih časov. Pa še eno pod vprašanje, gospod Linasi, kdo pa se v največji meri priporoča tej svetnici, sveti Barbari? Glejte, vsak človek ali pa vsak tudi nek stan ali pa včasih so bili cehi, razni stanovski poklici, so si tekom časa zbrali tudi svoje patrone ali zavetnike. Zdaj, nekaj prav gotovo, ker je Barbara bila zaprta v stolpu, od začetka verjetno bolj v temi, so si jo zbrali recimo rudarji. Potem, zaradi tega, ker je umrla v eni stiski, so si ji priporočali tudi ljudje na smrtni postelji, se pravi za srečno zadnjo uro. Veste, morda starejši ljudje še danes zmolijo kako molitev na čas kakemu svetniku ali pa prosijo za srečno zadnjo uro. To pomeni, da bi smrt ne bila pretežka, je bila skratka tudi deloma mornarji in pa še razni drugi stanovi so si jo izbrali kot eno zavetnico in potem tudi razne stvari
Nekje sem prebral, da so tudi tako imenovano koledovanje imeli ljudje in so hodili potem od hiše do hiše in prepevali pesmi tej svetnici včasih in tako želeli vse dobro. Konec koncev so je priporočali tudi za takrat, ko se je pripravljalo kakšni nevihti ali hudi uri, da bi bili ljudje odvrnjeni, da se narava ne bi preveč razbesnila in uničila delo, ki so ga ljudje opravljali. Jaz sem zasledila celo, da so se tudi k sveti Barbari priporočali ljudje v boju proti kugi, tako da je zelo aktualna, ne samo zaradi svojega godovnega dne, ampak tudi sicer v teh časih. Pa če se zdaj vrnemo še vseeno nekoliko v to cerkev, to res lepo cerkev, vidimo, da njena arhitektura in pa tudi ostenje, predvsem v prezbiterija, nakazujeta na odtis kar precejšen pečat gotike. No, pred desetletji celo, pa je to cerkev krasil tudi kip svete Barbare, gotski kip svete Barbare, ki pa ga trenutno hranijo v Pokrajinskem muzeju v Celju. Gospod Linasi, kako in kdaj je sploh ta kip zašel v Celje? Kolikor je meni znano, tam v 70-ih, 80-ih let je bila razstava gotike na Slovenskem, zlasti v tem Celju, in na zanimivost, da ta kip je že prej se omenja in slovi kot neka posebnost te cerkve. In potem se je nekako z dogovorom za župnijo in takratnim gospodom župnikom, da bo ta kip odšel tja na razstavo, ampak je potem nekako, to pa ni znal, tam tudi ostal in je še danes tam. Jaz večkrat, zlasti kadar sem tu pri Barbarju, ko razmišljam, ko gledam tudi naš muzej baroka, nekako si potihem želim, da bi se ta kip Barbare vendarle vrnil tudi domov, med svoje, v domač kraj, in da bi tudi ljudje, ki smo, jaz sem ga sicer enkrat, ampak še nisem bil tukaj, smo v Celju Kaplan, sem ga videl, in sem potem tam prebral, da je to kip svete Barbare. Zapravi, glede, to so taki pomembni kamenčki v enem mozaiku našega kraja, našega časa, se pravi naše preteklosti, ki kaže sedanjost in nas vodi tudi naprej v prihodnost, tako da upamo, da se enkrat vrne domov. Sveto Barbaro spoznamo po stolpu, hosti ali pa kelihu največkrat. In prav kelih, ki ga drži sveta Barbara v rokah, upodobljena v gotskem kipu, ki je v preteklosti krasil osrednjo nišo glavnega oltarja v cerkvi svete Barbare, odkudar smo se ravnokar vrnili, je povezan s Šmarjem z eno posebno zgodbo. In to zgodbo nam bo zdaj predstavil prvi župan občine Šmarje pri Jelšah, v mladi državi Sloveniji, gospod Jože Čakš. Zgodovina našega Šmarja je povezana tudi s cerkvijo svete Barbare, saj je sama cerkev ena izmed zelo imenitnih gotskih cerkva, bila postavljena že kmalu po letu 1400. No in v tej cerkvi je eden izmed najlepših gotskih kipov, ki jih imamo na Slovenskem, in sodi tudi med vrhunske izdelke tistega časa, nastal je okoli leta 1510. In ta kip je bil izziv oblikovalki Janji Lap, znane slovenske oblikovalke, sicer že pokojni, da je iz tega kipa, na katerem sveta Barbara v tej podobi v Šmarju nosi kelih v roki, da je ta kelih predstavljal oblikovalski izziv ravno zaradi te oblike, ki jo ta kelih na tej upodobitvi šmarske svete Barbare ima. In ko smo leta 1996 praznovali 760 let našega kraja, prve omembe našega kraja,
sem takrat tudi nekako začutil, da bi bilo dobro in prav, da imamo neko protokolarno darilo, nekaj, kar lahko nekomu damo, ki je povezano z zgodbo našega kraja. In takrat smo v nekem skupnem dogovoru prišli do ideje, da bi bil zelo lep in tudi pomemben protokolarno darilo kelih svete Barbare. No in ker je ta oblikovalka, ki si me že imenoval, Janja Lap, skupaj tudi v sodelovanju z Marijo Lorenčak-Kiker in vsemi nami, ki smo v tej zgodbi sodelovali, nekako začutila, da bi bilo oblikovanje tega keliha nekaj posebnega, je potem dala svojo idejo in oblikovala izjemno lepo protokolarno darilo. Ta kelih, ki je sicer tukaj v tem etuiju, moram povedati, da je izdelal slovenski oblikovalec Miljenko Licul, ki je izdelal tudi grafično podobo prvega slovenskega denarja, slovenskega tolarja. No, v tem etuiju je shranjena oziroma postavljen tale kelih, ki je izdelan seveda iz stekla. Janja Lap je veliko sodelovala z steklarsko šolo v Rogaški Slatini in tudi ta kelih je izdelala steklarska šola v Rogaški Slatini na osnovi seveda njene ideje, njenega oblikovanja. Posebnost je seveda to steklo, modno steklo ali mlečno steklo, ki daje tudi nekako duhovno sporočilo tega keliha, kar je seveda zelo povezano z samo zgodbo svete Barbare. In ta kelih je seveda potem predstavljal v naši občini tisto darilo ljudem, ki so prihajali od državnikov do cerkvenih predstojnikov in drugih pomembnih gostov, pa tudi občinskih nagrajencev. Je predstavljal pomembno darilo in priznanje nekomu ali za obisk ali za njegovo delo. Skratka, kelih svete Barbare je še vedno ena izmed izjemno lepih oblikovalskih stvaritev Janje Lap in predstavlja še vedno tukaj v tem okolju darilo, protokolarno darilo, ki je imelo izjemno veliko vrednost. In tako verjamem, da bo tudi v prihodnje, kljub temu, da ga sedaj se ne podeljuje več, da teh kelihov ni več, mogoče pa se bo zgodba še ponovila in predstavljala tudi kot protokolarno darilo v prihodnje. Kot iz časovnega stroja smo se iz preteklosti vrnili spet v sedanjost. Če bi bilo vse tako, kot bi moralo biti, bi na tem mestu, na Barbarinem sejmu, vrvelo ljudi, trlo bi se od ponudbe, predvsem pa bi pokalo od dobre volje. Med ljudmi, med kupci, bi se moral smukati tudi sveti Miklavž, ki že dan po Barbarinem sejmu na predvečer svojega praznika pridne otroke obdaruje z darili. No, letos je pa, tako kot mi, prepuščen spletu. Znašel se bo, kakor se bo, lahko pa mu pomagate. Pa nikar se ne obremenjujte s predragimi darili. Tako kot je zapisala že Mila Kačič, nasmeh nas nič ne stane, samo čudežno deluje. Ne verjamete? Poskusite, pa nikar se ne izgovarjajte na maske. Nasmeh se iskri tudi v očeh. Pa srečno!